Hej, vidite živijo, evo smo nazaj in danes imamo bonus vajo in sicer, ker smo tako pridno delali vseh 7 dni, bomo danes se malce raztegnili, tako da bomo majčkeno raztegnili hrbet, majčkeno raztegnemo trebušne mišice in pa noge, tako da te zelo kar vabim, da greva najprej v pozicijo otok. Ok, torej gremo na kolena in greš navzdol, čelo daš na tla in rame čim bolj potiskaš v tla in samo dihaš. Dihaš celim telesom in sproščaš hrbet. Ok, zdaj pa naredimo različico. Torej, roki damo daleč naprej. Torej, iz te pozicije samo daš roki daleč naprej in še ramenski obroč raztegneš. In zopet dihamo v hrbtne mišice in jih sproščamo. In sedaj takole upognemo hrbet navzgor in ga kar drži v tej poziciji in razteguj hrbtne mišice. Kar drži in razteguj lopatke in hkrati dihaš celim telesom. Ok, zdaj pa bomo šli v kobro. Zdaj pa tiste, ki imate s križem probleme, pejte v nizko kobro. Ja. Tiste, ki pač nimate problemov, lahko greste v visoko. Ok, in čuti, kako se raztegujejo trebušne mišice. In gremo še enkrat v našo pozicijo otroka. Dihaš. Še dvigni gor. Dihaš. In počasi se usedemo. Spet smo vzravnani, a ne? In še zadnjo stegensko mišico raztegneš. Kaj smo rekli najprej? Smo v naši pravilni drži in potem razteguješ najprej ta del. Ne gremo zdaj na ta način, ok? Ampak najprej medenico potiskaš navzdol. Torej naprej medenico potiskaš dol. Ja, in ko medenica ne gre več dol, potem greš še s drugim telesom, oziroma s telesom greš dol. Ja? Ne pa najprej roke, pa telo, pa smo pol takole puklasti, a ne? Mi moramo biti ravni, ko gremo dol in ko je medenica že prilepljena na stegna, potem lahko greš nižje dol. Ok? Prej pa se z medenico ukvarjaš, če ne bo nobenega raztega tule. Ja? Ok, zadržiš. Zadržimo par sekund, predihamo tenzijo v mišici, jo sprostimo z izdihom. Ok, in gremo še navzgor vdih, proti stropu in nazaj. In izdih. Navzdol. Ekola, zdaj pa smo res v celoti. Torej, če ponovim,
Najprej, ko prideš k meni na vadbo, te umirim. Torej, gremo dihati s celim telesom, da predihamo celotno telo in vržeš vse, kar si prinesla na uro. Vržeš lepo, odvržeš ves stres, vse, kar te muči, vse misli grejo stran, enostavno jih predihaš. Potem gremo lahkotno skozi dihanje v gib. Ja, in s tem poskrbimo za svojo pretočnost. Potem naredimo kakšno energijsko vajo, da še nabildamo svojo energijo. In potem gremo bildati našo držo, ki je res ful pomembna, ja, da imaš trupne mišice nabildane, da so v notranji moči. Ne v uni kvadratkasti moči, ampak notranji moči. To je ful razlika. Ja, v tem kdaj drugič. Okay? In potem naredimo še vaje na tleh za našo notranjo moč, še za druge mišice in na koncu se še raztegnemo in notranje mirimo. Okay? Tako da smo zdaj v bistvu eno celoto naredili, ne? Tako da danes smo, evo, osmica, ne? Smo prišli iz enega na drugi konc in smo se vedno srečali na sredini, okay? Tako da dajmo zdaj majčkeno še pogledati, kako se naše telo počuti, globoko dih, izdih. Evo. Jaz res upam, da so ti bile vaje v doprinos, da si nekako dobila neki feeling, kaj zdaj ta vadba, neka Vitas Energy sploh je. Če še nisi najbolj prepričana, kaj to je, te z veseljem povabim na brezplačno poskusno uro. Piši mi na info@vitas.si in te usmerim, drugače pa več o vadbi, tisti, ki bi online delali, pa imate tudi na spletni strani www.vitas.si, pa si tam lahko popolnoma do potankosti si lahko vse pogledate. Okay? Tako da, evo, če si začutila, se vidva, če ne, res sem ful počaščena, da si bila z mano, da si vsem spoznala nekaj novega. Jaz sem prepričana, da te je bilo vsaj nekaj v doprinos, tako da, če pa bi raziskovala naprej, pa seveda se vidva, veš, kje me zdaj najdeš. In jaz ti res želim vse dobro in polagam ti na srce, dihaj s celim telesom, lahkotno se gibaj, predvsem pa pazi nase in sproti otresaj stres stran in ga spuščaj. Zelo pomembno, da se ne kopiči in pol sam je ena eksplozija. Okay? Tako da res ti polagam na srce, pazi nase in še glavno, ko sem pa vse dni ful težila, začuti svoje telo every moment, torej vsak trenutek. Ja? Ozaveščaj svoje telo in ga poslušaj, začni mu res prisluhniti, ker telo je res tako inteligentno, da si mi sploh misliti ne moremo. Samo če ga ignoriraš, pa imamo težave. Od bolečin do, ne vem, skolioza, pa še kaj druga. No, da bom zdaj zašla. Skratka, jaz sem ti zdaj še na koncu zdaj povedala še vne glavne začimbe, ki je fajn, da jih vpelješ v svoje vsakdanje življenje in potem pa mi napiš, kako se počutiš. Ok, res z veseljem preberem vse vaše feedbacke. Tako da, evo. Jaz ti želim res vse dobro in upam, da se vidva. Vidite, živijo.